V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v naši novi oddaji v zakulisju. Tokrat bomo pogledali v zakulisje delovanje tednika Reporter. Sem na Reporter naj je povabil odgovorni urednik Reporterja, magister Silvester Šurla. Živjo. Lep pozdrav. Midva se že kar precej let poznava, zdaj sem tudi del ekipe Reporterja, tako da predlagam, da ostane na ti. Tako je. Ja. Tvoja zgodba se sicer ni začela na Reporterju, ampak na Magu, ko je bil še slivnik alfa in omega slovenskega novinarstva, kaj ne? Ja, že 23 let je minilo od tega, leta gredo hitro. Takoj po fakulteti sem dobil službo, pravzaprav pripravništvo leta 1997 na tedanjem Magu, in na katerem sem bil tam kar 11 let. Ne? In moram reči, da so bila to zelo lepa leta, čas zelo hitro je šel. Tudi kar se tiče mojega novinarskega dela, sem odkril kar nekaj pomembnih zgodb, ki so stresle Slovenijo. Takrat se še nisem ukvarjal s temi uredniškimi posli, zadnje obdobje sem bil res tudi izvršni urednik. Zadnje pol leta, preden je bil tisti obračun na Magu leta 2008, sem bil vršilec dolžnosti odgovornega urednika in moram reči, da me na tiste čase res imam kar lepe spomine na to. Tudi na Danila Slivnika? Ja, seveda. Pač Slivnik mi je dal priložnost kot mlademu človeku, ki si začel ukvarjati z novinarstvom. Jaz po profesori nisem novinar, sem politolog. Kasneje sem tudi ob delu končal magistrski študij. Ampak nekako so me ti mediji prevzeli, potegnili vase in zdaj sem v tem poslu že 23 let in človek ne vidi ven. No, mimogrede, si spremljal recimo Danila Slivnika prej, ko je bil še na Delu, njegove sobotne kolumne? Ja, seveda. Znamenite? Legendarne kolumne. Takrat so bili čisto drugi časi za tiskane medije. Ampak se mi zdi, da takrat medijski pluralizem bil bistveno na višji ravni kot mogoče danes. Vsekakor. Tista prvo obdobje po osamosvojitvi, ko se je ta... kakšne 2 leti prej, ne? Prej, ko se je ta politika še nekako vzpostavljala in lovila, je bilo novinarstvo tistih, ki so hoteli biti neodvisni. Tudi vemo, da so bili novinarji tudi tisto prvo obdobje lastniki časopisov. Da je bilo recimo takrat dokaj svobodno. Jaz sicer takrat sem študiral na fakulteti, ampak kasneje, ko sem se pač pridružil tej ekipi, sem dobil priložnost, da sem delal na različnih tematikah, ne toliko politiko, razne druge preiskovalne zgodbe, večinoma z področja gospodarstva, finančnega kriminala. V bistvu najtežje zadeve. Najtežje zadeve, ker na Magu je bilo tako, da so večina ljudi si hotela pisati o politiki in potem so rekli, ko si prišel na novo, daj se pa ti s tem ukvarjaj. In sem se pač priučil te zadeve. Dobrega mentorja tudi, ne? Dobrega mentorja imel tudi, ampak tudi lastno delo nekako. In je ratalo takrat kar enih par, če se spomnite, sicer to je zdaj več kot skoraj že 20 let, enih par afer, recimo sem se veliko ukvarjal z zdravstvom, z nabavami v zdravstvu. Že takrat, ne? Že takrat. Vem, da sem napisal celo serijo člankov med leti 2003 pa med 2007, ampak o teh dobaviteljih,
ki so masno služili, ki še zmeraj počno, večinoma so to isti ljudje. Včasih sem imel pač občutek, da je to metanje boba v steno, ampak če se spomnite, takrat je bila ena velika afera operacijske mize. Ampak tej tako imenovani zdravstveni mafiji v vsem tem času nihče ni stopil na prste, tudi te organi pregona, ki bi to morali. Teh zgodb večinoma niso dobili sodnega epiloga. Zdaj se neka stvar dogaja v zvezi s korupcijo nekaterih zdravnikov, ampak to je še vse v teku postopka. Ampak tu so velike stvari, ker jaz sem v začetku mi je bilo rečeno, delaj po tistem znanem novinarskem motu, sledi denarju, ne ideologiji, ampak denarju. In ko slediš ti tokovom denarja, postane marsikaj jasno, vidiš, da tudi te razne leve, desne jih združi. Jih združi, seveda. In zanimive druščine teh ljudi, ki so pa zelo močni, vplivni. To so ljudje, ki so v zakulisju, ki se toliko ne izpostavljajo. In nekaj od teh zadev smo tudi potem poskušali prenesti v Reporter, teh zgodb naprej, nadaljevati s tem delom. No, Mag se je potem, zgodba z Magom se je potem res žalostno končala. Jaz se spomnim, da takrat na lokalni televiziji, kjer sem deloval na ETV-ju, smo posneli pred prvo številko Reporterja en predstavitveni intervju, kaj se bo dogajalo z Reporterjem. In sem vesel, 12 let kasneje Reporter še kar živi. 12 let, leta je bilo pa težko takrat. Leta gredo zelo hitro, seveda je bilo težko, ampak to je pač za nami ena izkušnja življenjska več. Na začetku, ko smo šli v to zgodbo, bila zelo rizična, nismo vedeli, ali bo nam uspelo, ker ključno je, ali bomo dobili bralce za sabo, bodo kupovali časopis, ker Reporter, tako kot Mag, je komercialen medij, živi večino prihodkov ustvarja od prodaje časopisov, nekaj z oglasi. In takrat, ko se je ta zgodba začela, to je 12 let od tega. Potrebno je bilo, mimogrede, potrebno je bilo pridobiti tudi nekoga, ki vloži v časopis. Seveda. Ker sami ste bili brez denarja. Iskali investitorja takrat, in potem se je pojavil Matej Raščan, tedajni lastnik Dela revij, ki je bil pripravljen investirati v ta projekt. Projektu je pritegnil svojega bratranca, Boštjana Krefta, ki je bil lastnik podjetja, ki je izdajalo Reporter prvih 8 let. Vem, na začetku pač izkušenj ni bilo, ampak za ozadju smo imeli podjetje Delo revije, in nekako ta zadeva, kar se tiče infrastrukture, in nekako se je šla. Je pa res, da na začetku so nam vsi napovedovali zelo kratko dobo, da ne bomo preživeli še do jeseni leta 2008. Želeli so nam vse najslabše, z leti pa se je ta število teh raznih naših prijateljev, navednici, samo še povečevalo, ampak Reporter živi še vedno. Jaz sem si takrat rekel, večina od naročnikov ali se proda več? Večina se proda v kolportaži, naročnikov je tam okrog 20-30%. Tudi Mag je imel podobno strukturo in pač minilo je 12 let v tem času in smo še kar živi. In ti si še kar odgovorni urednik, 12 leto, oziroma 13 leto teče. 13 leto teče. V bistvu sem že dlje časa na Reporterju, kot sem bil na Magu. Isto bi lahko rekel, ko je za Mag, so lepa leta za mano, ni mi žal, da smo šli v ta projekt, ampak so tudi zelo težki časi, če dalje težji časi. Teh se bova še dotaknila. No, potem, ko se je prejšnji lastnik nekako umaknil, ste bili Reporterjevci, takrat me še ni bilo zraven, nekako na razpotju. Lahko bi se sami odkupili, lahko pa poiskali
nekoga drugega, da vas skupi, da je vaš lastnik. Je bilo veliko ponudb, kako je bilo to? Ja, v bistvu je v določenem trenutku ta Boštjan Kreft, ki javnosti ni bil znan, ni se je javno izpostavljal, bil je pač mlajši podjetnik, v teh letih se je tudi priučil nekaj tega medijskega biznisa, jaz mu za nazaj nimam kaj velikega za očitati, se je pač odločil, da se bo ukvarjal še s čim drugim v življenju in da bo našel nekega novega lastnika, da bo pač revijo prodal, revija je bila pač v njegovi lasti. Novinarji, da bi postali lastniki, smo nekaj cajta tudi premišljevali o tem, ampak vendarle en tak projekt, nek nacionalni tednik rabi neko infrastrukturo, rabi neko zaledje, ker če si ti one man band, je tukaj enih kup stroškov dodatnih in se računica hitro ne izide. In v bistvu je lastnik najdel novega lastnika, kateremu je to prodal. Preden je bila zadeva prodana, sem tudi jaz na željo novega lastnika govoril z novim lastnikom. Dobil sem pač vsak zagotovila, da se vsebino revije ne bodo vtikali. Govorimo o Odlasku. Ja, o novem lastniku. Mi smo dobili lastnika skupino Media 24, v bistvu to je podjetje Salomon, ki je bil že med leti 1999 in med leti 2005 lastnik Maga. Mi smo te ljudi že poznali, ker smo bili pri njih v tistem obdobju že v službi. Nam niso bili neki neznanci, vedeli smo, da če je Mag takrat pri njih normalno funkcioniral, da bo tudi Reporter, in se kaj tega nismo zmotili. Tako da ta medijska svoboda je ostala? Seveda. Jaz večkrat pravim, če ni te novinarske svobode in avtonomije, da pač pišemo tisto, kar mislimo, da je prav, da potem se lahko človek v življenju še s kakšno drugo stvarjo ukvarja. Seveda se je pa kmalu z novim lastnikom začelo tudi po Twitterjih, pa tudi v nekaterih političnih krogih govoriti, če je prej veljal nekako Reporter, pa tudi Mag za bolj desnosredinski, ali pa nekateri so rekli, Janšov časopis, to se pogosto reče Janšov ali pa Kučanov, poenostavlja se v Sloveniji, so se začeli potem kar precej grdi tviti, vsak denar za Reporter je vržen denar za tajkuna, recimo Odlaska pa tako naprej. Kako je ekipa Reporterja gledala na to? To so znani tviti predsednika zdajšnje vlade Janeza Janše. Ja, na nek način se je ponovila zgodba, ki smo ji bila priča že med leti 2000 in 2004 na Magu. Ko je bil Mag v lasti Salomona, samo da takrat še Twitterja ni bilo. In tudi takrat, v tistem obdobju, je strani predsednika te politične stranke, ki je zdaj predsednik vlade, so prihajale takšne in drugačne diskreditacije. Zakaj? Zato, ker pač Mag nikoli ni bil, pa tudi Reporter ni bil strankarski časopis. Reporter je desno, sredinsko usmerjen časopis bil, neodvisen časopis od politike, leve in desne. V Reporterju imajo pisci, novinarji, zunanji sodelavci še vedno, jaz se upam trditi, največjo svobodo pisanja. Politika poskuša imeti vpliv na medije, tako je poskušala imeti vpliv tudi na Mag in na Reporter s takšnimi in drugačnimi pritiski. Včasih so ti pritiski, kar si rekel, javni, preko raznih tweetov, veliko pa je še tistih, ki potekajo za kulisi. In te razne stvari so še posebej umazane. Pa to seveda vse to z namenom, kako si politično podrediti nek medij, kako si podrediti novinarje, jih disciplinirati, ampak medij mora biti kritičen do vseh, tudi če je desen, mi smo kritični do vseh. Ne može biti, če je nekdo, recimo, če so desni v opoziciji,
potem pridejo pa na oblast, pa do njih prijazna, ne. Mediji mora gledati pod prsto vsem, ne samo politikom, tudi tistim, ostalim, ki imajo družbeno moč, in ne moreš pristajati na to, a ne, da si zgolj podaljšek, neko propagandno orožje določenega politika. Na pač teh zgodb imamo vsi pokončno držo, enkrat smo svoje glave že dali na pladenj, to je bilo takrat v času Maga, a ne. In tudi zdaj, a ne, in smo se na nek način tudi uprli, ne, ker kaj je bilo v ozadju, a ne, saj potem smo šele sestavili to zgodbo, ta dotični gospod se je pač želel polastiti tega časopisa, ne, in ga vključiti v tako imenovani medijski imperij, ki je ravno v tistem obdobju začel delovati in nastajal. Midva sva bila oba na nekem sestanku, najbrž se spomniš, to je bilo leta 2015, a ne, ko jaz sploh nisem vedel, kaj naj bi bila vsebina tega sestanka. Ko so me povabili, so rekli, da bo to neka razprava o medijih, o medijski krajini v Sloveniji, ker medijska krajina v Sloveniji je problem, a ne, ker je še zmeraj pač, recimo, nepluralna, neuravnotežena, kar se politike tiče, a ne, gotovo, a ne, pač malo v Sloveniji je novinarjev več, recimo, ki so bolj levi, a ne, kot bolj desni, to. Ampak... No, ta sestanek je bil na Trstenjakovi, ne? Tako je. In na tem sestanku smo pač zvedeli, da gospod Janša je pač povabil na ta sestanek eno kupico nekih ljudi. Jaz od tega jih nisem poznal 3/4, ne, in je predstavil pač svoj projekt, da bo šel, on je začel nekako tako, da so mediji ključni za osvojitev oblasti, a ne, in da rabi medije on z velikim dosegom. Ampak glejte, ko se politiki začnejo ukvarjati z ustanavljanjem medijem, z vodenjem medijem, to niso več mediji. To so pač samo njihova propaganda, ki je zapakirana v medije. To je na nek način je to zloraba novinarstva, a ne, in to najslabše vrste. Gotovo treba v Sloveniji, mislim, ta uravnotežiti, ampak na tak način, da ti ustanoviš neke strankarske medije, propagandne medije, ki načrtno širijo lažne informacije, ki diskreditirajo načrtno in da v ozadju so lastniki in solastniki in naduredniki, nadlastniki, politiki, ki pač celotno zgodbo diktirajo in izrabljajo te medije, in potem seveda na koncu se sprašujejo, zakaj recimo to televizijo, Novo TV, a ne, tako malo ljudi, pa zdaj mislim, da je to že funkcionira, 4 leta, tako malo ljudi gleda, čeprav je ta televizija ni samo na kablih, ampak je celo na antenah, na multiplexih, a ne, pač ker je negledljiva, ker je to preveč strankarska, nekateri celo pravijo, da je to severnokorejska televizija, in ker je neprofesionalna, ker pač delajo to politiki, priučeni novinarji, ki pač nimajo kakšne zveze, in seveda, ker delajo za politiko, za politike, ne pa za gledalce. In seveda, če se ti že takoj na začetku tako ozko profiliraš, strankarsko, dobesedno služiš politikom, če uporabljam njihovo izrazoslovje, postaneš njihov prestitut, potem je rezultat takšen, kakršen pač je. Če pa nisi del njih, ne, v popolnem soglasju, si pa skoraj da sovražnik številka 1. Tako je. Naj povem par anekdot v tej priliki, ker je že glih oddaja v zakulisju in je fajn, da slovenska javnost to ve, ker se vsi sprašujejo, zakaj je prišlo do nekega konflikta med Janšo, SDS-om pa Reporterjem, a ne. Naj povem, a ne, da Reporter nikoli ni bil strankarski časopis, ni strankarski časopis in nikoli ne bo strankarski časopis, to, kar pač bo Reporter obstajal. Po tistem sestanku leta 2015 na Trstenjakovi, kjer je bila predstavljena, kako bo gospod Janša ustanovil televizijo z visokim dosegom, radijsko mrežo, katere še danes ni, in spletne portale, je sledil čez par mesecev nek klic v redakcijo, klicala me je tajnica gospoda Janše
In mi ga dala na telefon in gospod Janša mene je spraševal, kdo je lastnik Reporterja. Zanimalo ga je, če sem jaz v tem času postal lastnik Reporterja in sem pač povedal, kdo je lastnik, da je to Boštjan Kreft in je vprašal, ja, kdo pa je to, a ne. Pa sem jaz rekel, ja, kakor vem, je bratranec od Mateja Raščana, ki je imel včasih Delo revije, pa se tista zgodba zelo slabo končala. In mi je takrat Janša po telefonu povabil, a ne, da naj povem lastniku in novinarjem, da naj postanemo lastniki, solastniki medijskega projekta. Oni so začeli takrat zbirati denar, a ne, ustanovili so, mislim, 2 podjetji, iskali so družbenike, iskali so delničarje, nameravali so dobiti 3 milijone evrov ustanovnega kapitala, ampak dobili so ga preko teh javne prodaje delnic samo 1/3, je slab milijon, se jim je že na začetku zadeva zalomila in seveda Reporter, ne prejšnji lastnik, ne novinarji, nismo bili navdušeni, da bi šli v to zgodbo. Ne. Ker smo pač vedeli, a ne, če imajo tam politiki pri katerem koli mediju glavno besedo, so lastniki, ustanovitelji, naduredniki, se ta zgodba ne more dobro končati. Potem to ni več medij. Ni več medij, politiki te uporabijo, izrabijo in izpljunejo. In pač, jaz sem večkrat rekel, a ne, če nima novinar prostih rok, pa če kot urednik nimam prostih rok, a ne, v bistvu jaz odgovarjam kot odgovorni urednik za vsebino, potem ga raje pometati cesto. Ne. Ima človek neko hrbtenico in takrat, ko smo mi zavrnili, da bi sodelovali, a ne, pri tem projektu, takrat se je v bistvu začel nekakšen konflikt, ki je pa že prej trajal, a ne, ker morate vedeti tudi v prvih letih Reporterja mi smo napisali tudi kritične članke, tudi v SDS-u, a ne. Mogoče jih toliko res ni bilo, kar jih je v zadnjem obdobju, ampak vseeno. In je bilo že prej nezadovoljstvo, že pod starim lastnikom, pač so letele nekatere pripombe, a ne, tudi ker ko smo objavili z gospodom Janezom Janšo leta 2016 zadnji intervju v Reporterju sem... Ampak to ne pomeni, da ga nisi vabil ali pa da ga kdo od Reporterjev ni vabil potem kasneje? Vsekakor, da ne. Gospod Janša je vsem, ko se je spremenilo lastništvo, vsem poslancem prepovedal, da bi dajali intervjuje. Isto se je zgodilo tudi pri Magu med leti 2000 in 2004. Ponovila se je ista zgodba. Mi seveda, jaz, če se vrnem nazaj, a ne, takrat leta 2016, ko je Janša zadnjič dal intervju za Reporter, je pač zahteval, da jaz pridem pred tem intervjujem na pogovor, ne, preden je šel novinar narediti intervju, na nek pač off the record pogovor in je imel že takrat en kup nekih pripomb vsega tega na vsebino, ni mi bilo všeč ta kolumnist, tretji kolumnist, rekel mi je takrat celo, da naj Boštjanu Marku Turku prenesem sporočilo, da naj neha pisati lepo o njemu, ker če piše lepo o njemu, mu najbolj škodi. Mislim, to je res, kako ne rečem, ne, človek ostane odprtih ust, ampak zadeve je nekako smo naprej pod novim lastništvom grejo zdaj že 4 leta. A ne? Tudi takrat, ko se je lastništvo spremenilo, je bilo en kup enih tweetov, kakor si že omenil, a ne, da bomo propadli čez pol leta, pa čez 1 leto, pa smo že 4 leta pod novimi lastniki, pa še nismo propadali, a ne, pa upam, da še kar nekaj časa ne bomo propadali, a ne. Pa piškotkarji, ne? Pa piškotarji, pa zmerljivk nebroj, a ne, po Twitterjih, pa pozivam, da naj bralci odjavijo Reporter, ga nehajo kupovati. Mi nikoli nismo pozivali naših bralcev, da naj volijo to ali ono stranko, da naj, ker mi pač bralcev ne podcenjujemo, bralci imajo svojo pamet, a ne, se bodo sami odločili ali bodo volili na volitvah tega ali onega politika, jim ne bo nihče diktiral, tako tudi najbrž. In ti razni pozivi politikov se mi zdijo totalno nedostojni.
čeprav verjetno niso tako nedolžni. Če Gotovo, velja da ne. Reporter za desnosredinski časopis, pa je vsa leta veljal to tudi Mag, pa če neka stranka obvladuje to desno sredino ali pa desnico, ima to nek določen vpliv na kakšnega bralca. Gotovo, da ima vpliv, a ne. Določena škoda je bila gotovo Reporterju poslovna. Recimo v šali, če bi Kučan dejal, ne mečite denar v Reporter, ne, bi bilo to manj vplivno. Ne? Ja, gotovo, ampak nekako smo se s tem sprijaznili, pač vedeli smo, da odločili smo se za težjo pot, a ne, nekako smo si v teh letih izborili to neodvisnost, nismo se uklonili tudi tem raznim tweetom, čeprav so bili nekateri zelo nasramni, tudi recimo do kolega Igorja Kršinarja, gospod predsednik tedaj opozicijske stranke SDS, zdaj premier, a ne, tweetal, da je očitno na trdih drogah, a ne, Na Helixu, ne. hude diskreditacije, osebne diskreditacije na nivoju in to je pod vsakim nivojem. Ne. Jaz se z nobenim politikom po Twitterjih ne prepiram, tudi ta družbena omrežja so v zadnjih letih postala totalna greznica. Včasih recimo sem še kaj tweetal, ampak v bistvu zadnja leta Samo še objaviš, da je samo Reporter objavim zunaj. kakšne linke do napovedi Reporterja in zgodb, ki jih objavljamo na reporter.si, ker to je pač postal nek zaprt krog, je pa tudi Twitter nima takšnega vpliva, kot veliko ljudi misli, da ga ima. Ne. Razen, če ga mediji povzamejo. Povzamejo. Recimo z Facebookom je to 10-krat manj vpliven medij. Dobro, greva še malce naprej. Reporter se je zdaj z zadnjo številko ponedeljek tudi malce prenovil, ne? Tako je. Tehnična podoba, drugačna. Vsake toliko časa se mora revija nekoliko osvežiti. To ne velja, tudi za časopise velja, tudi za kakšne grafične podobe televizijskih oddaj, a ne, da se vidijo bralci, da nekaj migamo, a ne, treba ga recimo malo polepšati, a ne, kakšne grafične elemente izboljšati, da postane do bralcev bolj prijazen. In to smo zdaj tudi naredili, a ne, nekatere stvari bomo še popravili in upamo, a ne, da ker v bistvu letos so zaradi te korone krize. No, to je pa naslednje vprašanje. Korona kriza, pa ta virus ni posegal samo v naše zdravje, v gospodarstvo, turizem, ampak zelo tudi v medijsko krajino. Če se malce pošalim, ne, v tem času, ko smo bili nekako zaprti v stanovanja ali pa v občine, seveda smo lahko šli z maskami v trgovine in prijeli ne vem koliko artiklov, jih dali tudi nazaj, če pač nismo pravega prijeli, pa je prišel nekdo drugi in to kupil. Ne. Knjižnice, recimo, če si prijel knjigo, ko so bile že odprte, je šla pa knjiga za en teden v karanteno, v gostiščih, v barih še vedno nimajo časopisov, ne, lahko ga s sabo prineseš, ne, pa ga tudi potem odneseš. Torej, kot bi se nekdo bal medijev, takšen občutek človek dobi. Tudi medijski razpis je bil o tem pred tem že ali pa v tem času že nekako določen, koliko bo posamezni medij, ki se je prijavil na ta razpis, dobil, ampak baje aneksi samo 30% od tistega. Ja, torej, res je. Strah medijev pred medijem. Ja, lahko bi se temu rekel. Bom začel kar na koncu. Pred dnevi smo dobili res aneks, že podpisani pogodbi z začetka marca. Mi se vsako leto prijavimo na medijski razpis, dobimo tam okrog 20 000 evrov. Letos je bila podpisana pogodba za 24 000 evrov. Podpisana. Projekt že teče pol leta in mi smo v skladu z pravili v začetku maja oddali tudi zahtevek za izplačilo z vsemi dokazili. To je en kup ene te dokumentacije in bi mogla biti tale subvencija v višini 24 000 evrov izplačana v 30 dneh, v začetku junija, ampak ni bila, ker se je pač gospod Janša, ko je prišel na oblast, odločil in je kar po Twitterju to sporočil ministru za kulturo Vasku Simonitiju, da zaustavi plačila.
to gre, morate povedati, da je medijski razpis večinoma namenjen za vsebine regionalnih časopisov, regionalnih radijskih postaj, Televiziji tudi. televizij, par časopisov, tudi nacionalnih, ki se prijavijo, ki dobijo te odobrena sredstva. In zdaj kar naenkrat ti nekdo, to je, ko jaz pravim, ko bi mi dva, jaz bi vam prodal avto, pa bi podpisala pogodbo za 10 000 evrov, pa bi vi potem bi ti vozil avto že par mesecev in bi se odločil, da mi sklenem aneks, in bi mi dal mene aneks, ne, da mi da samo 3 ure, bi to podpisal. Ampak to... No, si podpisal? Ne, nismo podpisali tega, tudi v celi skupini smo se odločili, pač, da bomo šli v tožbe, a ne, ker to je na nek način politični obračun z mediji, a ne, ker pač neke pravne uzance pa vendarle veljajo, če je neka pogodba podpisana. In zakaj to gospod predsednik vlade počne? Ne, to je neko neracionalno, on je v tem času tudi napisal dolg traktat na spletni strani vlade, a ne, o vojni z mediji, a ne, kor je Matej Makarovič, sociolog, kakšne 2 tedna predtem dal izjavo za Reporter, da politiki ne morejo dobiti vojne z mediji, in Janša pač pravi, da lahko. Da lahko. In vse v tej smeri pač dela. Izrabo je tudi tole korona krizo, ker je vsem tiskanim medijem prodaja padla. Ne? Ljudje niso hodili v trgovino, so manj hodili v trgovino in se je prodaja časopisom znižala. Nam se je, seveda, gostišča so imela tudi naročene, knjižnice, čitalnice. Nam se je znižalo za tam okrog 20%, zdaj počasi gre nazaj, ampak še vedno ni šlo na stare nivoje, in je seveda nekdo zavohal kri, a ne, da bo zdaj obračunal z vsemi tiskanimi mediji in spostavil na nek način, poskušal spostaviti neko novo medijsko krajino, a ne. In je vprašanje, a ne, jaz še zmeraj mislim, a ne, da so te nekatere politično nerazsodne te odločitve, najbrž nekdo ni dobro premislil teh zadev, a ne, ker na tak način obračunavati z mediji. In tudi kakšna depeša. In se jih tudi poskušati pokoriti na ta način s takšnimi ali drugačnimi, ker to na nek način je pritisk, ker Reporter sicer ni nekako življenjsko odvisen od tega denarja, pa vseeno, a ne, pride, mi živimo vsa ta leta, tako kot je Mak živel prej iz rok v usta, in vsak evro pride prav, a ne, in tako da se nam zdi ne samo, da je to nefer, ampak to je tudi protizakonito ravnanje, a ne. Se pozna tudi na oglaševanju. Spomnimo se, ne, mislim, da je prejšnji predsednik vlade govoril nekaj o tem, ali pa del njegove vlade o tem, da bodo razmislili, kam bo šel ta pogača teh državnih oglaševalcev, da v kakšen ekstremni medij ne bo šel. Pa je takrat tudi Združenje novinarjev in publicistov, ne, oba sta bila člana, kar protestiralo proti taki želji, nameri, da bi se zbiralo komu denar dati, komu ne. No, kar je pravilno. Ko je imel pa Reporter težave tudi z tviti, ki si jih omenil, se pa ta isto združenje, katere 2 člana so bila tudi mi dva, jaz sem sicer že izstopil. Ni oglasilo. Res je. Jaz sem izstopil iz tega Združenja novinarjev in publicistov. Že malo prej, ne? Leta 2012, bil sem eden od, ne vem kolikih, 5, 6 ustanovnih članov, leta 2007 ali 2008, ko se je to združenje ustanovilo. Jaz sem resnično verjel in prva leta je to bilo, a ne, da bo pač to združenje v pomoč novinarjem. In na koncu se je ta zadeva v zadnjem obdobju povsem spridila, še posebej zdaj v zadnjem obdobju, ko gledam recimo na nacionalni televiziji izjave, ki nastopa Igor Pirkovič v imenu združenja. To združenje več ne brani novinarja skoraj da, ampak brani politike. In je v bistvu se totalno spolitiziralo. Naredili so z tega združenja totalno karikaturo, to, kar so očitali
Društvo novinarjev Slovenije, ki velja za levo. In je namesto, da bi dobili neko normalno novinarsko združenje, ki bi zastopalo interese novinarjev, se to združenje zadnje čase ukvarja predvsem, kako braniti interese določenega politika. Mi smo jih tudi kakšno leto nazaj zaradi teh napadov prosili, da bi dali neko izjavo in seveda te izjave na koncu ni bilo, nas niso hoteli podpreti in potem so še naši novinarji, ki so bili noter člani, so izstopili. Je pa problem tega združenja novinarjev publicistov ta. Jaz bi rad videl, da bi od vodilnih kdo javno povedal, koliko članov sploh je tega združenja. Kolikor vem, kolikor imam informacije, nekatere seje, ki jih imajo, ker obstaja statut in moraš zagotoviti sklepčnost, in včasih je bil problem, pred leti, da ni bilo še toliko članov, da bi bila sklepčna seja. In ima seveda ta problem združenja novinarjev in publicistov samo s sabo, kar je pač na nek način žalostno. Kaj je v Sloveniji alternativa? Zdaj, na eni strani imamo močnega igralca na desni strani, lahko rečemo kar bolj na desni kot na desni sredini. Če primerjamo SDS z HDZ-jem, ki je zmagal na Hrvaškem, lahko rečemo, da je HDZ bolj desnosredinska evropska stranka, kot pa mogoče to velja za SDS. Na desni, na levi se zdi, da je vse nekako razpršeno. Tisti, ki bi mogoče lahko bili alternativa temu, kar imamo zdaj, recimo Aleksander Čeferin, se verjetno ne bo dal žogo v kot, bo verjetno ostal tam, kjer je. Kaj drugega pa na vidiku ni, ali se motim? Ja, situacija je precej drugačna, kar se tiče Hrvaške, kjer so bile zdaj volitve. Če primerjamo te stranki SDS in pa HDZ. HDZ je v zadnjem obdobju pod predsedovanjem Andreja Plenkovića se pomaknila izrazito na sredino. Andrej Plenković ima zelo dobre zveze, ko vemo, je zgodbe o arbitraži v Bruslju. Gospod Janez Janša ima boljše zveze v Budimpešti, v Bruslu ne vem, kakšne ima še zveze. SDS je pa v zadnjem obdobju, govorijo, nam so očitali, da se je Reporter spremenil, pa bi jaz rekel nazaj, gotovo, vsak človek se spremeni, gotovo nekako skozi leta, ampak kako se je pa stranka SDS v zadnjih 15 letih spremenila. Recimo leta 2008, ko je nastal Reporter, je bila to neka sredinska, zmerna stranka in potem se je stranka začela pomikati vse bolj desno. Na Hrvaškem imate od HDZ-ja še dve bolj desni stranki. SDS je v bistvu monopolizirala desnico, ampak v Sloveniji zmaguje tisti, to je pokazal tudi primer na Hrvaškem HDZ, ki uspe zajeti čim večji delež sredine. To je gospodu Andreju Plenkoviću uspelo, on je pobral glasove tudi nekdanjih volivcev, nekaj nekdanjih volivcev SDP-ja, nekateri so seveda tudi ostali doma, ker je pač udeležba je bila, mislim, da tam okrog 47%. Kdo bi pri nas lahko? Ja, dobro vprašanje. Situacija politična, res je, da je v Sloveniji politika postala zelo nepredvidljiva. Tudi, recimo, če bi se midva pogovarjala eno leto nazaj, so še vsi govorili, razni politični analitiki, da bo Šarčeva vlada, kljub temu, da je bila manjšinska, da bo obstala do konca mandata, pa potem predsednik vlade prejšnji nepričakovano januarja odstopil, ker je v bistvu bila manjšinska vlada, ker je Levica lansko leto mu odtegnila podporo in se je začel, v bistvu Levica je začela glasovati striktno z SDS-om in se je začel na nek način kolaps te vlade. In si je pomagal z Jelinčičem, ne? Tako je. Tako kot se zdaj Janez Janša pomaga na enak način. Človekom, ki pravi,
da je Da. slovenski narod glup. Ja, da je glup, pa še kaj hujšega je v Pa da zgodovini bo rekel. Da bo počistil treba koga najbolj- počistiti, neke volivce Jožeta Bernika, predsedniškega No, kandidata. mimo grede, ko smo že pri tem, pa ki potem, ima svojega Titota na Tako. svojem vrtu doma. ko smo že pri tem Pa ki je bil posnetku- sodelavec Udbe. Ne? Ja, posnetku Vladimira Voduška je mimo grede Igor Bavčar dejal, jaz sem te dal prvi dan vojne zapreti, ne? Torej Ja. personaliziranje policije, jaz sem te dal, ne? Jaz sem pričakoval, da to policija stori, ne? Potem mislim, da je Slavko Kmetič, član programskega sveta RTV, reče, da je pač Marjan Šarec kreten. Ja, lejte, to so neke gostilniške debate, a ne. Veliko tega lahko spremljamo na Twitterju, a ne. In ta nivo diskusije gre zelo na dno, včasih človek ne pričakuje, da bo šel še nižje. Pa smo vedno znova presenečeni, a ne. Kakšna bo prihodnost te vlade, a ne. Janez Janša je po moji oceni ne bi bil predsednik vlade, a ne, če bi vladala Sloveniji iz ozadja globoka država, če bi bil močan Forum 21, tako kot je bil od ustanovitve leta 2004. Ampak na levici je stanje tako, da so vsi skregani med sabo, razbiti med več strank. Poseže lahko do maksimalno 20% posamezne Vsak stranke. predsednik strank gleda nase, na svojo stranko, na svoje procente. In seveda ni več situacije iste, kot je bila leta 2011 pozitivno Slovenijo ali pa leta 2014 SMC, ko sta Janković in Cerar zmagala, bila relativno zmagovalca, Cerar še posebej. On je, mislim, da je takrat osvojil 35 ali 36% glasov, Šarec jih je samo še 13, jih ni. In situacija je danes, Janez Janša, predsednik vlade, predvsem zaradi tega kolapsa na levici in bo toliko časa predsednik vlade, dokler bo ta kolaps na levici obstal. Ker volilno telo se po tem času ni bistveno spremenilo, ker desnica v skupnem ima pa še vedno samo 1/3 glasov. Nova Slovenija plus Slovenska ljudska stranka in Slovenska SDS. ljudska stranka in pa SDS. Ne. In to volilno telo se hitro ne spremeni, ampak vse je pa seveda odvisno na volitvah od volilne udeležbe. Ne. Čim nižja volilna udeležba bo, večje možnosti ima SDS, da ponovno zmaga, in večje možnosti ima tudi, da v tem primeru, ko je nižja volilna udeležba, da Janša doseže tudi večji odstotek glasov. Nekaj podobnega kot Plenković na Hrvaškem. To pa ne. To pa ne. Ker Plenković na Hrvaškem HDZ je dobila, mislim, da je tam okrog 37% glasov. Ne. Recimo Orbanova stranka Fides dobiva okrog 49% glasov, SDS je pri 25% glasov. Vendar jaz vseeno mislim, pač, če ne bo prišlo na levici do tako imenovanega novega obraza. Prej si omenil Aleksandra Čeferina, nekaj časa se je ugibalo, da bi šel v to igro, potem je on to na koncu tudi dokaj odločno zanikal. Dokler levica ne bo imela nekega novega obraza, do takrat bo vladal Janša. In Janša lahko, čeprav je slovenska politika nepredvidljiva, ampak jaz bi se upal trditi, da on lahko sestavi tudi svojo četrto vlado. Zato potem logično, ne, potrebuje medije, da lahko Čeferina, ki se nekje pojavi, mogoče predsednika Računskega sodišča, ki se nekje pojavi za mogočega konkurenta, popluva vsemi topovi. Tudi zato, ker politično zlorabljeni mediji so po eni strani za propagando, na drugi strani pa za diskreditacije, da pač o svojih političnih tekmecih ali potencialnih tekmecih, o ljudeh, ki misliš, da te ogrožajo, pač jih diskreditiraš na takšen ali drugačen način. To smo videli tudi zdaj v času epidemije koronavirusa, ko se je izbruhnila afera za nabavo zaščitne opreme. Ko se je pojavil Ivan Gale, žvižgač. Vse slabo o njem zdaj, Vse slabo od njem, vse slabo o Tarči nacionalne televizije, čeprav so je
predtem isti politiki hvalili, ko so obdelovali druge zgodbe, Recimo Žilja Opornice, Jankovića. Jankovića, Stožice, a ne? In potem so seveda sedaj, ko gledajo pod prste njim, jih zmerjajo z vsem najslabšim in očitajo novinarjem, da kdo so pa oni, da bodo preiskovali te posle. Ko pa to začne Pa preiskovati novinarji- policija, Ja, potem diskreditirajo policijo, ne? da jo vodi globoka Globoka država. Ko to začne, Ministra imajo pa sami. Ja, in potem, in ne samo to, da imajo ministra, še šefa NPU so sami nastavili in ta šef NPU, Namesto Igor Lamberger, stoji za kriminalisti. A ne? Potem diskreditirajo še računsko sodišče. Računskemu sodišču je marsikaj očitati v zadnjih 20 letih, ko obratuje, da pač se ni lotilo veliko primerov, kjer je izginilo največ javnega denarja. Recimo gradnja avtocestnega križa, kjer je izginilo 2 milijarde, a ne, to je bilo v času, ko je računsko sodišče vodil Igor Šoltes. Ampak tista poročila, ki pa so bila narejena, kakšnih večjih očitkov v javnosti ni. Ko so začeli revizorji pač to preiskovati, se je takoj pojavila zgodba, da bodoči mandatar bi lahko bil Tomaž Vesel, sedanji predsednik računskega sodišča, in se ga je totalno spljuvalo, ampak jaz potem, ko vse to opazujem, vse te reakcije, pa ko upoštevam tisto znano pravilo, pa se ne ukvarjam s temi političnimi učinki, kaj ima kdo koristi pa od teh zgodb, pa ne, grem bolj na to, sledi denarju, ne, kdo se je koristil, a ne, s temi stvarmi, ki so bile očitno preplačane, a ne, ampak to bodo pač preiskave pokazale v nadaljevanju, da je nekaj v teh zgodbah v ozadju nekoga skrbi. Nekoga skrbi. Zdaj, če imajo politiki, tisti, ki so se znašli v preiskavah, Zdravko Počivalšek, a ne, čisto vest, ne, se je Počivalšek je tudi rekel, a ne, so policija korektna, si najbrž želijo, da se ta preiskava opravi čim prej, da se izkaže, ali je kaj na tem, ali ni nič na tem, ker če to ostane samo na ravni političnega obračunavanja, tako kot mnogo drugih zgodb in se to ne razčisti, najbrž ni v interesu, ali je pač. Zgodb veliko, res pa je, da smo v tisti tarči, drugi tarči, potem, ko sta vendarle v tarčo prišla tudi obrambni minister Matej Tonin, gospodarski minister Počivalšek, pa tudi poslanka oziroma državna sekretarka Godčeva, ne, se mi zdi, da sem takrat slišal vsaj 20krat, reševali smo življenja. Ne. Ja, Ampak situacija je bila huda. Huda, to treba priznati, ne. Ampak po drugi strani pa takoj negiranje stroke, ne, tam je bil tudi zdravnik, ki je dejal, da so neprimerni ventilatorji. Trije zdravniki. In je bil tudi zdravnik Marko Noč, ne, Ja. ki je pač eden tistih, ki je razkril to afero z žilnimi opornicami pred leti. A ne. Zdaj, če diskreditirajo enega zdravnika, a ne morejo diskreditirati vseh treh. A ne. Se nekaj pa tudi stroka nekaj najbrž velja, a ne. Se ni vse politika. A ne. In kolikor vem, so v skladiščih ventilatorji, ki so bili takrat nabavljeni. Ja, in gospod Počivalšek je to gospodu Galetu povedal, ne, da je to gre za posel SDS, in tega gospod Gale je to javno povedal, Počivalšek tega ni nikoli zanikal. In bo vmes so se pojavili tudi ti protesti, ko so bili leta 2012 podobni protesti, čeprav je sedaj tudi v času epidemije, a ne. Pa bolj mirni, mimogrede. Ne. Ja, Čeprav je zanimivo, veliko mladih. Ne. Ja, res tudi je. na teh, recimo jaz se spomnim protesta, mislim, da je bil Rešimo Slovenije, ne, v času, ko je imel vlado Šarec na Prešernovem trgu, tam je bila bolj starejša populacija. Ne. Ja. Seveda lahko tudi oni protestirajo, da se razume. Samo s protesti, tako kot leta 2012, tudi leta 2020 vlade ne bodo vrgli iz oblasti. Je pa na protestih še ena zanimiva zadeva, ki pojavila se je
radikalizacija. Na eni strani imate levičarske skrajneže, Antifa, na drugi strani so se pojavili tako imenovani samooklicani rumeni jopiči, čeprav rumeni jopiči originalno v Franciji protestirajo proti vladi, v Sloveniji pa za vlado, in med temi rumenimi jopiči, kot smo mediji že objavili, so pripadniki tudi skrajnih desnih gibanj, a ne, in meni ta radikalizacija prav teh protestov ni pravzaprav nič všeč. Zakaj je družba tako radikalizirana? Zaradi politike? Zaradi politike. Politiki tudi to ustreza. Lejte, tudi tile pozivi in slogani smrt janšizmu so nesprejemljivi. Zagotovo. Nesprejemljivi. Kogarkoli pozivati to v neko civilizirano, demokratično družbo ne sodi, pozivanje k smrti. In jaz upam, da zdaj prihaja, oziroma je že tukaj drugi val, da ne bo zaradi teh protestov, upam, se ta virus širil še bolj. Ker ne smemo podcenjevati te zadeve. Protesti pa ne bodo vrgli z oblasti nobene, mislim, da ne bodo vrgli vlade. Tudi leta 2013 Janševa vlada je odstopila zaradi, potem ko je razpadla koalicija, po tistem poročilu KPK. In če se vrneva nazaj, večja možnost je, da ta vlada razpade, čeprav jaz mislim, da ima vse dobre možnosti, da vlada do volitev leta 2022 in da bo gospod Janša naredil vse, tudi zaradi predsedovanja Evropski uniji v drugi polovici leta 2021, da ostane na oblasti. Navsezadnje je podpisal koalicija sedanja sporazum o sodelovanju z Jelinčičevo SNS prejšnji teden in poslanci narodnosti. Kar je tudi težko razumeti, glede na to, da vemo, kaj je Jelinčič recimo o volivcih Jožefa Bernika, ko je bil skupni kandidat za predsednika Slovenije, takrat koalicija Slovenije, mislim, da Nove Slovenije in SDS. Res je, ampak na koncu prevagajo interesi. Interes pa je edino imeti večino v državnem zboru. In zdaj, če vse te glasove seštejeva, ima danes Janez Janša okrog 51 glasov v parlamentu. Zdaj opozicija si sicer želi predčasnih volitev, tudi bivši premier Šarec je računal na to in se zakalkuliral, je skočil v bazen prazen vode, kot je sam govoril. V politiki se zelo hitro zakalkuliraš, to nam kaže ta primer, še posebej, če nisi izkušen politik. In lahko tale vlada, mirna vlada do leta 2022, jaz mislim, če ne bo kakšnih večjih turbulenc. Je pa vse možno. Je pa vse možno, ker navsezadnje politika je zelo nepredvidljiva, tudi v Sloveniji. Se bo Karl Erjavec vrnil nazaj? Jaz upam, da ne, ker navsezadnje je pač za slovenske volivce, za javnost, bi bilo dobro, da bi se politika pomladila, da bi v politiko prišli mlajši ljudje, nove generacije v vseh strankah in da pač politiki, ki so 30 in več let, seveda so izvoljeni na volitvah. Tudi SDS je na zadnjih volitvah dobila daleč največ glasov, ima tudi legitimnost, pač, da vlada. Takrat ji ni uspelo sestaviti koalicijo, zdaj po nizu nekih dogodkov pa je to uspelo. S gospodom Počivalškom in z gospod Pivčevo, ko je prišlo do zamenjave v vodstvih SMC in pa Desusa. In na volitvah, do volitev lahko pridemo samo z konstruktivno nezaupnico, ki je pa ob sedanjem razmerju političnih moči nemogoča, razen če gre recimo, če bi šla SMC ali pa Desus ven, pa najbrž ne bosta šla iz koalicije, ali pa če v določenem trenutku Janez Janša se odloči, da bi mu predčasne volitve bolj koristile in sam potegne to karto iz rokava in gre sam na predčasne volitve. Ker mu pa po mojem tudi lahko prinese dober rezultat. Lahko mu prinese dober rezultat, hkrati je pa tudi bojazen, da bi se utegnila ponoviti zgodba iz leta 2018, ko kljub relativni zmagi
še enkrat ne bi mogel sestaviti koalicije. Ker bi imela stranka Levice recimo večino, a ne, ker je pač tako, ker Janša je v zadnjem obdobju zasedel večino prostora na desnici, a ne, tudi koalicijski partnerji, to velja sicer za vse vlade, da največja stranka v koalicijah prosperira, male stranke pa moč se jim zmanjšuje. Isto velja, če gledamo te javnomnenjske raziskave, tudi za to koalicijo. In če pride v parlament na naslednjih volitvah, kadarkoli pač to bojo, poleg SDS-a, samo še Nova Slovenija, na tako imenovani desni sredini, bo imel Janša isti problem. In je seveda bolj varno, seveda za njega, a ne, da poskuša s to koalicijo peljati vlado čim dlje. Do konca, ne? Do konca mandata, še naslednji 2 leti. Bo vmes rasla stranka SD z novo predsednico Tanjo Fajon, če bo imenovana za novo predsednico, kar skoraj da ne dvomimo, ne? Ja, pri Tanji Fajon je problem, ne. Ona ima približno podoben problem, kot ima Janez Janša, ker je preveč politično profilirana. In ona zelo težko zasede prostor, volilno telo na sredini. Na sredini. In gotovo... Skoraj da lažjega je Dejan Židan, vsaj na tem kmečkem področju, ne? Mogoče, samo Dejan Židan je imel druge hendikepe. On je bil najbolj spreten pri tem javnem nastopanju. On je stranka res, da v tem času ni stagnirala, ampak je pač obstala na nekem. Jaz verjamem, da lahko Tanja Fajon nekoliko izboljša rezultat, ne more pa premagati Janeza Janše, gotovo da ne. Fajonova lahko pobere del volivcev Levici, ne more pa pobirati glasove na sredini. Jih lahko Levica, zdajšnja Levica, pobira od teh protestnikov? Levica z veliko začetnico. Tako, ja. Ja, tukaj je dren kar velik, ne, tudi upa na te volivce, protestnike, tudi Šarčeva LMŠ. Šarčeva LMŠ se je v zadnjem času tudi radikalizirala. Šarec je govoril še kakšno leto nazaj, da bo to neka sredinska stranka. On si je domišljal, da bo nekakšen novi Janez Drnovšek. Ne. Je napaka, da ni takrat vzel v vlado ali pa bil bolj strajen, da bi šla v takratno vlado Nova Slovenija? Vsekakor je bila pač to ključna napaka, ki ga je na koncu tudi pokopala. Šarec zadnje čase ima podobna stališča, kot ima Levica, zanaša ga vse bolj na levo. Ne vem, kakšna ima tukaj računico, najbrž ziheraško računico, ker na koncu morate pogledati vsakega politika, ker vsak se bori za svojo eksistenco, za svoje procente, za obstoj svoje stranke in on je šel na ziheraško varianto. Je ziheraška varianta tudi magazin? 2-krat letno, 3-krat letno, kolikokrat? Reporter magazin, to je posebna izdaja Reporterja. Slovenski javnosti je postal znan pred 3 leti, ko je bila ta revija prepovedana. Vemo za tisto afero Login, ki pač še ni končana. Še vedno tečejo postopki na sodiščih. Jaz upam, da se bo to vendarle na koncu presodilo v naš prid. Revijo Reporter magazin izdamo 2-krat na leto. To je bolj taka lifestyle revija. Zdaj, če greste na morje na počitnice, so zanimive zgodbe noter magazinske, zanimivi intervjuji, in ni slaba revija. Ja, zagotovo, tako kot ni slab tudi Reporter. Reporter bi bil lahko, gotovo, da ni, je revija, ki je na nivoju, res je, malo pa potrebno biti tudi samo kritičen. Včasih kakšna številka je boljša, kakšna je slabša, ampak jaz upam, da prebrodimo hude čase, korona krize. Letos je najtežje leto, po 12 letih, ko deluje Reporter. Bomo dali vse od sebe, ne bomo jamrali,
ampak bomo iskali rešitve, da časopis preživi. Nazadnje pa poleg tiskanih verzij Reporterja in magazina imamo še spletno stran Reporter.si. In agregat novice jutra, ki Reporter.si v zadnjem času ima skokovito rast. Mi smo prišli po raziskavi Most tam na 21. mesto v juniju. Imamo okrog 220 000 rednih bralcev, več kot skoraj 4 milijone klikov, po Google Analyticsu tam že okrog 500 000 unique userjev, enkratnih, to so podatki na mesečni ravni. Poskušali bomo nadomestiti poskušamo nadomestiti del padca prodaje pri tiskani izdaji z povečanjem prihodkov na spletni strani. Radi bi dosegli 10% prihodkov od spletne strani Reporter.si, ki ima velik obisk. Mi smo takoj za časopisom Finance, a ne veliko mest pred tednikom Mladina, ki stane 3,70 €, tiskana verzija Reporterja je pa še vedno 3,10 €. Tudi mi imamo več teh naročniških akcij in tudi jaz bi si želel, da bi se ljudje naročili na Reporter, a ne. Reporter se 10 številk da dobiti že s 25% popustom za 23,50 €, kar ni velika cena, ker v bistvu na nek način si želimo, da bi nas bralci podpirali, ker pač delamo za bralce, delamo za javnost, od tega živimo. In smisel pač novinarstva pač je, a ne, da naše vsebine pridejo do čim širšo javnost, in to dosegamo tako s kombinacijo tiskane verzije kot spletne. No, in dokler z Reporterjem recimo ni ekstremni del desnice ali pa ekstremni del levice zadovoljen, smo na pravi poti, ne. Najbolj žalosten takrat, ko so kakšni politiki, priporočali v branje neke članke z Reporterja, po raznih Twitterjih. Veliko raje vidim, da kritizirajo, da nas napadajo, ker ne moremo pa delati časopis, da bo vsem všeč. V Reporterju kritiziramo praktično vse politike, nihče ni varen, a hkrati istim politikom damo možnost, da v intervjujih povejo svojo plat zgodbe. Včasih pa koga tudi pohvalimo, če je potrebno. Tako je. Ampak to je pa že nevarno, ne? Ja. Silvester, hvala, da si naju povabil v to sejno sobo. Hvala za povabilo, bilo mi je prijetno. Meni tudi. Hvala pa tudi vam za pozornost in pozasavsko srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.